Lep pozdrav, moje ime je Ivjana Banič in sem radijska moderatorka na Radio 1 v dopoldanskem programu med 10 in 13 vsak dan. V prostem času pa opravljam še najbolj zahtevno službo, to je službo mame. Imam dva otroka, Vila je stara skoraj 3 leta in pol, sin Kras pa je star dobro leto in pol. Že prej sva z možem vsak zase in potem tudi skupaj, preden sem imela otroke, rada potovala. In ko pride otrok, se marsikatera družina, marsikateri starš na nek način razumljivo in logično ustraši, kaj se bo pa zdaj zgodilo, kaj se bo zdaj spremenilo, in nekako se mi zdi, da se mogoče radi držimo teh nekih preverjenih destinacij, bližnjih destinacij, ne gremo predaleč, do babice mogoče, po Sloveniji, čeprav smo mogoče prej potovali nekam drugam, pa se nam zdi, da mogoče otrok še ni pripravljen na neko daljše potovanje. Zdaj siliti nekoga v neko potovanje nima smisla. Vsaka družina se zase odloča, kako bo potovala, kam bo potovala, če sploh bo potovala. Se pa dajo stvari zelo lepo, dajmo reči, omiliti oziroma preprečiti nek nepotreben stres, ki ga mogoče otrok celo še nekako najbolj čuti, ko je treba potovati z letalom. Mi smo šli na pot, malo daljšo pot, ko je bila Vila stara 1 mesec. Ne zdaj nekam blazno daleč, šli smo zgolj do Dalmacije, ampak še vedno je bilo to, mislim, da 7 oziroma 7 ur in pol vožnje z avtom. In takrat smo se mogoče prvič srečali, kaj spakirati. Glede na to, da že do sosedov oziroma do babice vzameš s sabo celodnevno sobo, kaj zdaj vzeti na morje, kaj spakirati, kako spakirati, ker ponavadi tisto najbolj pomembno stvar po nesreči spakiraš najbolj na dno kovčka. Dejansko se je začelo pa neko, bom rekla, učenje pakiranja, ko je bila Vila stara 3 mesece, namreč oba z možem sva kitesurferja in sva šla za vetrom in sva se odločila, da greva v Grčijo, in to je bilo naše prvo potovanje z otrokom z letalom. Zdaj, destinacija, ne bom rekla, da je blazno oddaljena, ni pa ravno za ovinkom in v vsakem primeru je pač treba iti na letalo. In tako smo se začeli učiti v bistvu, kaj spakirati, kako spakirati, kaj s sabo vzeti, kaj v kufer, ki bo šel od spodaj v letalo, napakirati in kaj vzeti v ročno prtljago. Zdaj, kasneje, ker je bila Vila stara 6 mesecev, smo šli pa na res daljše potovanje, najina pot oziroma naša pot je takrat trajala z letalom kar 24 ur, tisto bil pa kar oren krukar. No, takrat naprej nekako redno potujemo, smo se majčkeno bolj zverzirali, še vedno se učimo, ne vemo vsega, ampak danes vam bom predstavila naš način potovanja oziroma pakiranja, mogoče komu s tem olajšam potovanje, pa mogoče spodbudam nekoga, da pa potovanje z letalom in dojenčkom oziroma otrokom niti ni tak bav. Po eni strani mogoče skoraj da drži tisti rek, da manjši, ko je otrok oziroma dojenček, lažje je. Skoraj da res da drži, ker dojenčki največkrat, če imaš srečo in če je mama umirjena, prespijo polet. Kako reagirati pri vzletu in pristanku letala, bom tudi razložila. Plus tega, ko je otrok starejši, ga pa težko zadržiš na enem in istem mestu, sploh če traja recimo pot 20 ur z letalom. Torej, za začetek se je treba odločiti, kam sploh iti. Glede na to, da so pred nami jesenski in zimski dnevi, jaz predvidevam, da se bo večina mogoče odločala za neke toplejše kraje. In ti toplejši kraji so vsaj 3, 4, 5, celo več ur stran oddaljeni z letalom. Torej, najprej se je treba odločiti, kam sploh iti. Destinacijo, ja, seveda poslušaš svoje lastne želje, ampak nekako prilagoditi tudi otroku. Zdaj, mogoče ni najbolj pametno, da se z 2-mesečnim otrokom odpraviš na Himalajo, ali pač, ne, ljudje smo si različni, obsojamo ne nikogar. Torej, najprej se določi destinacija, potem z možnostjo otroka preštudiraš oziroma dojenčka, potem se treba pa odločiti, ali potuješ v lastni režiji ali z agencijo. Nekako družine se skoraj da bolj nagibamo k potovanju z agencijo, ker si nekako bolj varen.
Torej, za vse je na nek način že poskrbljeno, imaš kontaktno osebo, ki ti lahko vedno pomaga, torej 24 ur na dan so dosegljivi, marsikaj gre lahko narobe, seveda potuješ z namenom, z mislijo in občutkom in prepričanjem, da ne bo šlo nič narobe, tega se je treba seveda držati od začetka do konca, ampak kaj pa če, treba se pripraviti na nepričakovano, tako ponavadi rečejo. Mi kombiniramo oboje, torej poslužujemo se tako uslug agencij kot lastne režije, lastnih nekih želja in potreb. Kot rečeno, hodimo na destinacije, kjer je bolj pomembno, da je vetrovna, kot da je mogoče, ne vem, tako lepa plaža ali pa lep hotel, ampak se da po rezortih, po Airbnb-ju, apartmajih, celo z avtodomom. Ko se odločiš, ali greš v lastni režiji ali z agencijo, potem preveriš, koliko časa bo trajal let, če se koncentriramo na potovanje z letalom. Temu primerno seveda tudi spakiraš svojo prtljago. Pred samim pakiranjem prtljage, torej na nek način lahko vse vedno dokupiš, so najbolj pomembni dokumenti. Mi se znajdemo tako, da vse dokumente fotokopiramo, torej do vsakega družinskega člana posebej. Hkrati, ker se lahko s prtljago marsikaj zgodi nepredvidenega in neprijetnega, torej od tega, da se prtljaga zgubi, do pozabiš mogoče kje v taksiju, kakšna kraja, boh ne daj, vse si fotokopirava in pošljeva tudi na mail. Torej, do maila lahko odkodarkoli dostopaš, kjerkoli na svetu, če je le internetna povezava. To se mi zdi ena taka zelo pomembna stvar, no. Torej, fotokopiramo pasoše, osebne izkaznice, zdravstvene izkaznice. Pomembno je tudi, da določeni otoki, recimo, lahko dam za primer Barbados, so zelo občutljivi na necepljenost otrok, oziroma če imaš dojenčka, bodo vedno vprašali, če je bil dojenček cepljen. Fajn je, da imaš fotokopijo, cepilne knjižice, če ste pro cepljenje, s seboj oziroma vsaj na e-mailu fotokopirano, ker bodo vprašali, zakaj vse je bil cepljen oziroma če bo otrok cepljen po programu. Potem imam plonk segelc, zato da vam ne pozabim kaj povedati. Fajn je, da če je možno kakšno vstopnico kupiti že online, torej že vnaprej, je fino, da se to naredi. To gre za kakšne vstope v živalske vrte, kakšne vrtiljake, muzeje, živalske vrtove, akvaparke, akvalende in tako naprej. Zaradi tega, ker včasih se zna zgoditi, da so stvari razprodane že vnaprej ali pač stojiš nekaj časa v vrsti in prideš do okenca in ti rečejo, da je razprodano. Ti si pa 2-3 ure mogoče stal s tistim otrokom na vročini, pa je mogoče škoda. Tako da, če se da kakšno stvar že vnaprej kupiti, je to zelo fajn. Potem je fino, da vprašate mogoče koga od Slovencev, če so bili že tam, ogromno forumov obstaja, ogromno blogov, tudi sama delim en kup nasvetov na ivjana.com, da se pripraviš mogoče na kakšno stvar, pa če ne drugega, da se izogneš neki zadevi, ki je mogoče tako zelo opevana, da je fina za pogledati, v resnici, ko prideš pa na samo destinacijo, pa mogoče niti ni tako zelo pomembna, pa tako zelo lepa, ko se nekomu mogoče zdi, pa je mogoče škoda z otrokom tja riniti, glede na to, da potovanje z otrokom je zelo lepo, ampak hkrati zelo naporno, malce stresno in pa seveda zelo drugačno, kot če si sam ali v paru. Potem je fino, da imate vse telefonske številke pri roki. Kaj pomenijo telefonske številke in katere? Torej, če potujete z agencijo, je fino, da veste, katero točno osebo lahko pokličete tudi sredi noči. Če vam, ne vem, letalo zamuja, vam ga prestavijo. To smo imeli enkrat primer, da smo naročili oziroma rezervirali karte že skoraj da dobro pol leta vnaprej, let so nam prestavili celo za 2 dni, naše letalo je že šlo, medtem ko smo mi na otoku ostali. V tem primeru nam je pač agencija zrihtala nove letalske karte in se ni bilo treba nam s tem hecati in pa seveda tudi spanje. Potem je fino, seveda, ne fino, to je obvezno, pogledati telefonske številke in pa lokacije zdravstvenih domov in bolnic. Zdaj seveda spet odvisno od destinacije, ampak nekateri otoki so, nočem izpasti zgrdo, ampak malo za časom in riskirati z neko zadevo mogoče niti ni fajn. Moj primer oseben je bil tak, da sem šla zelo visoko noseča na Zanzibar. Mislim, da sem bila takrat že v 7. oziroma 8. mesecu, ko smo se vračali nazaj.
in sem se pozanimala, če obstaja neka bolnica, ki je mogoče malo bolj po evropskih standardih, če bi slučajno do česarkoli prišlo, da bi mogoče morala celo tam roditi. Tako da fino je tudi pogledati, kje te bolnice dejansko na zemljevidu so, da vidiš, če se karkoli zgodi, če si v bližini, kako prije do njih, taksi, telefonske številke. Te stvari je treba imeti vedno pri sebi. Tudi mogoče telefonsko številko od kakšne ambasade, ne nazadnje pač potuješ z otrokom in stvari niso tako enostavne. Potem pa treba spakirati. Kaj vzeti s sabo? Torej, v spodnjo prtljago, jaz temu rečem spodnja prtljaga, v kovček, napakiraš lahko vedno na nek način karkoli. Torej, če je otrok star manj kot 2 leti, sicer seveda tudi odvisno od letalske družbe, ponavadi je tako, da nima priložnosti oziroma možnosti imeti svojo prtljago. Torej, pripada tebi in partnerju oziroma partnerki en kufer. Tudi to ni res, da otrok do 2. leta potuje z letalom zastonj. Ja, ampak plačaš še vedno neke takse in konkretno ti lahko stane potovanje do Barbadosa tudi 500 € za otroka, ki je v končni fazi celo pot v tvojem naročju. Torej, od spodaj napakiraš tisto, kar ponavadi potrebuješ s seboj, torej kopalke, za preobleč, vedno se da stvar dokupiti. Problem je ponavadi, kaj spakirati za gor. Mi uporabljamo vse influencerke so zelo reklamirale Mommy Bag torbo, pa nobena ni povedala, zakaj je tako zelo fina in vse so jo vozile po mestu. Meni osebno je za v mestu prevelika, ampak ko sem se pa na pot odpravljala z 2 otrokoma, mi je pa šla pa zelo prav, ker sem imela noter vse. Za oba otroka, za naju pa še vse dokumente. Torej, je prostorna, je ogromna, ima telele točke, oziroma take ene žebelčke, no. In se postavi pač kamorkoli, je vodoodporna, torej tudi če se polije, jaz sem jo potem tudi s sabo na plažo nosila, na katamaran sem jo s sabo vzela, noter so vse stvari ostale suhe. Vse obleke, ko vzamem za otroke, spakiram v take vrečke za vsak slučaj, noter dam. To so navadne vrečke za vlaganje, oziroma za v hladilnik, oziroma za zmrzovalnik. Noter dam za vsakega otroka posebej. Torej, za krasa sem imela noter 2 spodnje majice, oziroma kratke majice, kratke rokave, za vilo posebej, za naju posebej. Če se mi slučajno karkoli razlije po torbi, je fino, da ostanejo njihovi stvari suhe, ker pač na letalo ne bom mogla nikjer posušiti. Potem noter dam tudi vedno brisačo za na plažo. Zakaj? Ker brisače za na plažo ponavadi vzamejo največ prostora, ampak če potuješ z dojenčkom, sem se jaz tako znajdla, da sem dala otroka v voziček. Torej, ko je imela Vila 3 mesece, so me ljudje spraševali, če smo vzeli ta velik voziček s sabo. Ta velik voziček nismo jemali s sabo, ker bi vzel preveč prostora, smo pa vzeli marelo. Zdaj otrok od 3 mesecev ne sme biti v mareli, ampak smo vzeli tako marelo, torej voziček marela, ki se lahko čist položi, torej da lahko otrok leži. Meni je bilo zelo zoprno, da je ležala na eni taki trdi zadevi, tako da sem dala od spodaj brisačo. Ko sem voziček morala dati stevardesi, sem to brisačo vzela, jo razpakirala in dala dojenčka takole. Glede na to, da sicer smo šli sem do Grčije, roka mi sicer ni odpadla, ampak glede na to, da smo kasneje potovali tudi 24 ur z letalom, mi je pa brisača prišla zelo prav, zaradi tega, ker sem se lepo naslonila na okno, dala otroka sem, jaz ga nisem čutila, otrok ni švical, pokrila sem jo lahko. Skratka, meni je ta brisača zelo prav prišla, ker mi ni zavzela prostor v ta veliki prtljagi, plus rešila sem problem za na letalo, ker otrok do 2. leta je v tvojem naročju ali v lupinici. Vendar, če v lupinici, plačaš polno ceno letalske karte. Pol naslednja stvar, ki se mi zdi pametna za spakirati, je dudica. Če otrok uporablja dudo. Namreč pri vzletu in pri pristanku se naredi pač že tudi pri odraslih normalno pritisk v ušesih in otrok tega ne zna skontrolirati. Odrasli pač ga znamo, otroci pa ne in takrat je fino, da otrok bodisi doji, če mama doji, sesa dudico, starejši otroci, ne vem, recimo liziko ližejo, karkoli, da pač premikajo čeljust, da se lahko ta pritisk iz ušes sprosti. Največkrat otroci ravno pri vzletu jokajo, ker jim je neprijetno v ušesih in potem ta jok lahko traja tudi pol ure, ker jih začne glava boleti. Tako da temu se lahko na tak način izogneš, da mu pač daš dudico, da sesa, oziroma ga celo hraniš, bodisi dojiš,
Bodi si, če mama dohranjuje s formulo, da mu daš pač takrat za jest pri vzletu in pri pristanku. Potem se mi zdi fino, da imaš s sabo, ne fino, nujno plenice. Če otrok na dan recimo porabi, na pamet govorim, odvisno od starosti in vsakega otroka posebej, 5 plenic, jaz predlagam, da jih s sabo na potovanju vzamete še enkrat več. Namreč zaradi spremembe okolja, temperature, situacije, malce stresa in tako naprej, se lahko otrok malce večkrat pokaka oziroma polula v plenico in glede na to, da si na letalu, v zraku, mogoče ti bo kdo posodil kakšno plenico, ampak je to zelo majhna šansa, tako da mi vzamemo kar veliko plenic. Zakaj uporabljam Baby Love? Bom čisto iskrena, do pred kratkim jih nismo. Potem sem jih pa poštudirala in sicer ustrezajo mi, ker so visoke, torej pridejo otroku malce višje. Ker je otrok v enem takem vedno čudnem položaju pri tebi na letalu, se zna zgoditi, da ko se polula, sploh pri fantkih, odvisno od položaja pač malega pinčeka, lahko pride do tega, da se mu zmoči zgornji del oblačil, ker pride čez plenico, ampak Baby Love pač to zelo lepo preprečiti. Absolutno potem je fino, da imaš s sabo podlogo za previjanje dojenčka. Problem, ki nastane, ni samo previjanje dojenčka na letalu, tako dosti nečisto okolje, včasih pride tudi do kakšnega zamika leta, jaz dam potem to na tla, da se lahko otroka igrata na letališču, ko čakamo. Prav pa tudi pride mogoče pri starejših otrokih, zaradi tega, ker je neka sprememba okolja, jet lag in tako naprej. Tudi če otrok ne uporablja več plenice in ne lula v posteljo, se lahko zgodi, da se mogoče nekje drugje, zdaj govorim na Baliju, celo prvo ali pa drugo noč polula v posteljo in danes to kar lepo od spodaj. Potem na samem letalu in na letališču otrok so skozi lačni, vsaj moja ta starejša je kot termit, ona bi skozi jedla. Na letališču, če ne drugega, so drage stvari in je fino mogoče prišparati, pa če ne drugega, je to preverjena stvar, ki jo bo otrok zagotovo jedel, ker na letališču pač, saj veš, sendviči so, sem pa tja kakšna druga stvar, odvisno kako veliko letališče je. Potem hidracija je na letalu izrednega pomena, tudi odrasli bi mogli še enkrat več vode na letalu spiti, ker je zrak suh in ne kroži. Tako da za otroke je sploh ekstra fino, da imajo kaj za piti, mi jim pač damo noter kar vodo in vodo lahko tudi vedno potem zastonj dobiš na letalu. Kar zadeva mam, ki ne dojijo, jaz sem ena izmed tistih, ki nisem dojila, smo se vprašali, kaj v primeru, da je treba čez nesti s prahom, ni problem, torej s formulo, s katero dohranjujete otroka oziroma hranite. Problem rata, ker mi smo vzeli s sabo termoske. V termoskah smo imeli noter vročo vodo, zaradi tega, da smo lahko potem z navadno vodo iz plastenke naredili primerno temperaturo, da smo lahko formulo zmešali. Ni problema, torej v ročni prtljagi ti lahko vodo imaš, poveš, da gre za dojenčka, da gre za njegovo hrano. Kakšna letališča rečejo, it's ok. Večina letališč, malo boljših, malo večjih, recimo frankfurtsko letališče, bo reklo halt in ti vzame tiste termoske in povejo, da grejo samo na testiranje. Traja minuto, dve, počakaš, testirajo, pride nazaj in reče, it's ok. Tako da mi v sabo vzamemo vedno, mislim, da 3 oziroma celo 4 termoflaške z vročo vodo. Potem je pa tole meni bilo odkritje stoletja, meni je zato povedala prijateljica Kaja. Tole je dozirnik Baby Love. Ko ti dohranjuješ otroka oziroma hraniš s formulo, moraš imeti eno tako žličko, zagrabiti 30, 60, 90, različno. Mi smo se znajdeli tako, da smo jih vzeli več, napisali gor različne dozice, recimo 60 ml, odvisno od starosti otroka, 90, 120. Imaš to že vse pripravljeno noter. Potem lepo tole zapreš, ker ima to, vsaka dozirka ima tudi svoj, jaz temu rečem, čep. Takole naštimaš, ko je otrok lačen, vzameš ti lepo flaško, ko jo uporabljaš, termosko, navadno vodo zmešaš na tistih, ne vem, 45 stopinj zaradi mene, vzameš, odpreš, zamenjaš, noter imaš naprimer, ne vem, 120, tukaj ti je bila jedla 120, cak, 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 nobene packarije, nobene svinjarije, zapreš nazaj in čau, tole je meni, in še danes to uporabljamo, čistko.
Potem, ko smo bili že ravno pri plenicah, tale ena taka cute mičkana za mazanje dojenčkove riti, zaradi tega, ker hočeš imeti seveda v ročni prtljagi čim manj krame s sabo, tako da je fino, imaš lahko tudi seveda večjo pakungo za sabo, da lahko otroka namažeš. Ampak da je rit čista, imaš tudi njihove krasne robčke. Zdaj imajo ene posebne, nove, celo 99% vode. To je fino ne samo za dojenčkovo rit, namreč letališča so ful umazana, destinacija, na katero greš, verjetno ni najbolj čista, prevozna sredstva, torej letalo, vse se da s tem lepo obrisati, razkužiti, otrokove roke konstantno umivati, največ bacilov, največ bakterij na letalu in pa na letališču, tako da tole vedno prav pride. Pa še mama se pa malka tako zašvica, ne, od celega stresa očedi. Potem je naslednja stvar, ki nam prav pride, tetraplenica, to se mi zdi, da nekako se brez tega kar ne gre, že zaradi tega, da lahko otroka, če je v vozičku, majčkeno obrišeš, podložiš, mu kakšno senco narediš, slinčke imaš lahko krasne, zaradi tega, ker otroci so packi in če se na letalu otrok umaže, seveda si omejen z oblačili, omejen si s pranjem, do stranišča je daleč, treba se je priguziti do tistega stranišča, ki je največkrat takrat, ko ga ti rabiš zaseden. Teli so fini, ker so za enkratno uporabo, lepo odlimaš, ko ga ne rabiš več, ga lepo zmečkaš, v štartu so teli slinčki takole, pa oni lovijo, veš, hrano. Oziroma tisto, kar otrok drobi po ustnicah, vidiš, da se lima. Pa še tlele tako lepo odlimaš in jo lepo daš in živijo zdravo. Tako da imaš lepo otroka čim dlje časa na letalu čistgano, pa ne samo na letalu, tudi kje drugje. Potem naslednja stvar, ki mogoče ljudje sprašujejo glede tega vozička, ponavljam, mi smo vzeli marelo s sabo, dežnik, marela, voziček, spet odvisno od letališča in letalske družbe, ponavadi je tako, da moraš ti dati ta voziček oziroma marelo, ko prideš do vhoda v letalo. Torej, tam te čaka stevardesa, zložiš in mu daš. Ni pa na vseh letališčih tako. Včasih vzamejo marelo že na check-inu in ti ponudijo neke njihove vozičke, zdaj ali je tisto uporabno ali ni, ali dela ali ne dela, ali je čisto ali ni, je spet druga stvar. Mi smo odkrili enega krasnega, ki ga vzamemo s sabo na letalo in ta voziček gre lahko dejansko v prtljago, ročno, gor. Nad tvojo glavo, se pa zloži z eno roko, pa tudi potem, ko ga je treba zložiti nazaj, lahko vse narediš z eno roko, medtem ko z drugo roko držim enega izmed otrok. Mogoče sem še kakšno stvar pozabila, pa bom raz zaradi tega pogledala. Ne, mislim, da je to. Fajn je, da se skrbi za hidracijo otroka na sami destinaciji. Ponavljam, šli smo v štartu, da se potuje nekam, kjer je toplo. Mi pač damo tole, zaradi tega, ker je pač najbolj, če ne drugega, tudi ekološko, zaradi tega, ker s tistimi plastenkami največkrat na nekih zelo prestižnih destinacijah, ki se slišijo zelo fancy in zelo lepo, niso najbolj ekološko osveščeni, tako da tiste plastenke letijo povsod. Tole imaš pač s sabo in lahko samo dotakaš frišno vodo, pa si tudi ziher, da bo otrok imel ustnik v redu, pa da se ne bojo kakšne žvale ali pa kakšni herpesi naredili. Ok, potem na sami destinaciji mi v Grčiji konkretno jajčko nismo prinesli, niti nismo imeli. Grki so nas zelo debelo gledali, ko smo imeli rentakar, kaj je to jajček. Tako da tam smo šli malo na improvizoriš in smo si pol od ene družine, Grki so zelo prijazni, sposodili tisto jajčko, glede na to, da smo raziskovali cel otok, so nam zelo prijazno posodili. Glede na to, da so to največkrat destinacije, kjer je temperatura čez dan okrog 35, nisi cel dan v hotelu, nisi cel dan v apartmaju oziroma stanovanju, greš naokrog, če daješ otroka v neko jajčko oziroma avtosedež, glede na to, da je vroče, ponavadi je otrok cel gnil po hrbtu, nimaš toliko za preobleti s sabo, mi to rešujemo tako, da damo od spode eno čist navadno brisačo, froterasto za roke. To nas je tokrat rešilo, da
Otrok je suh, ni siten, ne vrešči, pa še čislajo. V končni fazi, ker ne veš, kdo vse je tisti voziček, oziroma, sedež pred tabo uporabljal. Tako da jaz mislim, da je to tisto, kar se spakira v eno čist navadno veliko torbo, ki ti pride prav noter, da je čisto vse, kar sem jaz danes predstavila oziroma razložila. Noter davam za vsakega otroka 3-krat za preobleči, za naju 1-krat za preobleči. Vse stvari, ki jih bomo na destinaciji potrebovali, to so ponavadi kakšne japonke, pa kratke rokavi in hlače, za naju dava na vrh prtljage. Morate imeti tudi v mislih, da se ponavadi prtljaga zgubi, pride z zamikom, tudi to smo že doživeli, tako da imava vsaj še 1-krat za naju za preobleči kar tukaj noter. Potem sem pa videla, da ima DM tole knjižico Ugodnosti za starše in sem tudi noter videla, da ima Piholin, mi smo tudi tam to torbo nabavili, zdajle tudi 15% popust na tale mommy bag. Kjerkoli ruzek je lahko me zastopaš, ampak če sta to 2 otroka, se en ruzek zelo hitro napolni in mogoče premalo, sploh v primeru, če mama s formulo hrani otroka, takrat so pa tiste termoske v igri, pa razne baby love dozirke. Predvsem, ko greste na potovanje, se imejte lepo. Najboljši nasvet, ki ga lahko dam, pa ne maram dajati nasvetov, to je bila samo predstavitev, kako mi potujemo, kako moja družina potuje. Najboljši nasvet, ki ga lahko dam, je, da se prepričajte, da ste mirni. Otrok bo čutil to mirnost, otroku, tudi če 3 mesece star, nepomembno, razložite, kam greste, kaj boste počeli, kako bojo stvari na letališču potekale. Vi se boste umirili, večkrat boste v glavi ponovili to zgodbo, kako bojo stvari šle in na check-inu, in gužva, in letala, in ljudje, ki jih otrok ne pozna. Lažje bo za vas, umirjeni boste, tudi če otrok na letalo joka. Mi nismo doživeli še nikoli neke take negativne reakcije, v smislu, da bi bil kakšen človek slabe volje zaradi tega, pa da bi nam rekel, da naj pač utišamo otroka, ker ga seveda ne moreš. Potrudiš se, da je let čim bolj prijeten za vse, torej in zate in za tvojo družino, in pa seveda tudi za okolico. Ko smo ravno pri DM-u, predlagam, da, ker seveda ne letimo v tem trenutku vsi zdaj z letalom, korakamo oziroma gremo na sprehod, vklopite na svojih mobilnikih te števce korakov in pa seveda potem te števce korakov lahko objavite na svojem profilu. Posledično dajte hashtag Združimo korake mamic in pa hashtag Ivjana Koraka. Vse najdete navodila tudi na DM-ovem Facebook profilu. Objavite in potem bo DM pretvoril te korake v ene take super zadeve in sicer obdarili bojo osnovne šole. Tako da vse najdete na DM-ovem profilu. Jaz upam, da sem povedala kaj koristnega, pa če kam greste, ful lepo se imejte, pa pošljite kartico.